Živjo, en lep pozdrav. Ogromno želja sem dobil in sporočil podpore. Hvala vam res, pri tem zadnjem videu ste mi nudili ogromno topline. Dva gledalca sta mi pa ponudila še posebej zanimivo pomoč, tako da zdaj sploh ne vem, kaj naj se odločim. Je pa danes ena taka čudovita nedelja, 17. december, sončno vreme in prav prijetnih 9 stopinj Celzija. Ker je tako brezveterje, sem se pa tudi odločil, da grem na en sprehod, da ne bom samo doma in da se naužijem malo tega svežega zraka tukaj ob Soči. Jaz moram povedati, da sem precej boljše, kri je v redu, EKG in pritisk tudi, je pa res, da še zmeraj malo kašljam. In zato je zdravnica rekla, da bi bilo fajn slikati še pljuča in dokler tega slikanja ne opravim, naj zaenkrat kar pozabim na kolesarjenje. Ampak tako glede na splošno počutje bi jaz rekel, da so pljuča v redu in da je to slikanje bolj preventivno za vsak slučaj, da res ne bi bilo kaj hujšega. Odločil sem se, da sem za letos zaključil s kolesarjenjem, tako ali tako sem naredil skoraj 10.500 km in ni nobene potrebe, da se ženem naprej. Se pa zna zdaj prvič po dolgem času zgoditi, da bo odpadlo kolesarjenje tudi za 1. januar, ki je bilo nekako tradicionalno vsako leto, za svež in uspešen začetek naslednjega leta. Ampak okej, ni problema, šport in hobi lahko počaka. Tole mojo bolezen bom dejansko vzel kot opomnik, da zdravje ni večno in da ga je treba res čuvati. Na prvem mestu je zdravje in moje počutje. Kakor sem rekel prej, sem res dobil ogromno lepih sporočil, lepe želje po okrevanju. En gledalec mi je celo napisal, da gleda moje videe v Kanadi, kar se mi zdi še posebej zanimivo, ker tu je skoraj na drugi strani sveta. No, med vsemi gledalci sta mi pa dva napisala še posebej dolgo sporočilo in oba sta seveda med sabo neusklajeno mi ponudila eno tako zanimivo pomoč, ki vam jo bom zdaj kar prebral z telefona. Zdravo, sem eden od tvojih naročnikov YouTube kanala, verjetno eden med prvimi. Nikoli ne komentiram na socialnih omrežjih, uživam pa vsebini tvojega kanala. Drugače sem mehanik koles in kolesarski entuzijast. Doživel sem podobno situacijo. 3 mesece sem potreboval, da sem se vrnil ponovno na kolo, to je bilo 2 leti nazaj. Tvoji videi so mi zelo pomagali z motivacijo. No, pa da ne bom predolg. Če dovoliš, bi ti rad posodil pametni trenažer za to zimo. Jaz ga ne morem uporabljati, ker pričakujem otroka in moja kolesarska sobica bo spremenila namen. No, v glavnem še pravi, da mi z velikim veseljem posodi trenažer, da pridem v formo, da lahko na njega preklopim Garmin in delam treninge, kakor želim. 1. mesec je Zwift zastonj, potem pa nekje 15 € na mesec. No, ste videli, tale gledalec mi čez zimo ponuja v izposojo svoj trenažer. Zdaj vam pa preberem še drugega, ki mi ponuja pomoč. Pozdravljen, Matjaž. Pravkar sem si ogledal tvoj zadnji video in se odločil, da ti pišem. Že dolgo rad gledam tvoje videe in med drugim si bil eden večjih motivatorjev, ki so me prepričali v ponovni nakup specialke in pridno ponovno nameranje kilometrov po cesti. Glede na vsebino tvojega zadnjega videa bi ti želel nekaj ponuditi. Kot osebni trener s 13 leti izkušenj bi ti želel ponuditi pomoč pri vajah za moč, seveda po okrevanju od bolezni. Pomoč bi ti seveda želel ponuditi popolnoma brezplačno in brez želje po kakšni posebni reklami ali čem drugem. Ne iščem novih strank, še teh imam trenutno več kot prostih terminov. Mojo ponudbo lahko enostavno smatraš kot zahvalo za simpatične videe in vso motivacijo, ki jo redno serviraš ostalim športnim navdušencem. Če se ti ponudba zdi zanimiva, bom vesel, če boš odpisal, v nasprotnem primeru ti pa želim hitro okrevanje in se veselim naslednjih videov. Ta drugi mi pa kot osebni trener ponuja pomoč pri moji vadbi, s katero bi se čim prej vrnil nazaj v formo. Zaenkrat sem skril identiteto obeh gledalcev, ki mi ponujata pomoč. Če se bom pa odločil za katerega od njih, bom pa o tem povedal kaj več. Ampak problem je, ker zdaj ne vem, kaj naj se odločim. Zanimivo bi mi bilo probati trenažer, mogoče tudi osebnega trenerja, ampak je problem v tem, ker jaz nič od tega nisem navajen in tega nikoli nisem počel. Kaj bi bilo najbolj prav?
komu od njih dveh se zameriti, ne vem. Mogoče mi pomagate vi s kakšnim nasvetom od spodaj v komentarjih, kaj bi bilo smiselno, kaj ne naredim, ne vem, svetujte mi. Ja, čutim tudi zdaj tle, ko hodim samo po ravnini, da sem se kar mal zadihal. Ja, čutim, še zmeraj sem malo zadihan. Ampak okej, se bom že spravil k sebi. To je sigurno posledica upada kondicije in nima nobene zveze z mojimi pljuči. Ampak res bo trajalo kar precej časa, da se bom vrnil nazaj v formo. No, sej zanimiv je pa tudi komentar enega gledalca na YouTubu, ki mi je lepo napisal: Matjaž, mogoče si hotel preveč in se ti je vrnilo z bumerangom, vedno si hotel prijeti na 10.000 km letno, kar je enormna številka za nas, ki imamo še druge obremenitve in se gibljemo okrog 60 let. In vidim, da te je bolezen dobro zdelala, ampak kakor te poznam, se boš hitro regeneriral, kot pravimo kolesari, in boš začel goniti na polno. Predlagam, da kombiniraš vaje z utežmi in hitrim enakomernim pedaliranjem na rahle obrate. Ostani močan, kot samo ti znaš. Mislim, da je ta gledalec, ki mu je lih tako ime Matjaž, zelo dobro povzel, kakšno je dejansko stanje. Izkoristil bom preostanek tega leta za počitek in se pripravil na novo pedaliranje v naslednji sezoni. Odločil sem se tudi, da konec tega leta izkoristim za en dopust ob morju, kar boste pa videli v enem od mojih bodočih videoposnetkov. Tako, jaz mislim, da sem na kratko povedal vse tisto, kar sem mislil. Vam bi zaželel en lep preostanek tega leta. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.